Pozdravljeni v raju na zemlji. Danes sem pa spet v tujini in sicer v sosednji Avstriji. Izkoristil bom pa še zadnji vroč vikend in se bova s prijateljem odpravila v en čudovit kanjon. To pa je kanjon, ki se imenuje Mautner Klamm. Nahaja se pri kraju Ketschach Mountain, oziroma po slovensko Koče Muta. To je oddaljen približno 70 km od Kranjske gore. To je na koncu Zilske doline. Se pravi, če gremo z Kranjske gore čez prelaz Korensko sedlo, pridemo v dolino in zavijemo levo po Zilski dolini, se pravi mimo mesta Hermagor in naprej do Ketschach Mountaina. Tukaj nas pa pričaka res super kanjon. Kot največja posebnost tega kanjona je pa tudi to, da je skozenj speljana pot. Najprej taka malo lažja pot, potem je pa ferata. To je ferata skozi res gromozanski kanjon, precej podoben tistemu kanjonu v Italiji, kjer sem snemal kanjon v Vinadiji. To razliko, da skozi kanjon poteka ferata. Evo, že vhod v kanjon je tak veličasten. Prehodimo se skozi tak obok. Pelsen tor, se pravi skozi vrata. Evo, in na tej strani vrat je že taka ferata, ki jo lahko sprobate. In če preplezate to ferato, pomeni, da ste sposobni iti skozi to sotesko. Zanimiv vhod v sotesko. Danes pa brez varovalnega pasu ne bo šlo. Voda mora z nami v ruzak. Tukaj, kot vidite, spet nobenih ljudi. Tako da ta soteska je tudi bolj taka osamljena. Še ena super taka samotna vrhunska dogodivščina nas čaka. Takole izgleda vhodni del soteske. Tukaj se že zožuje. Evo, pot poteka tudi skozi take manjše predorčke, manjše tunelčke. Glejte, kar lepa soteska in še lepša bo. Čelada obvezna. Skozi tunel. Že kar lepa soteska. In še en tunelček. 3 tunelčki. Tukaj nad mano je bil včasih most in pa naprej nadaljevane poti. Zdaj pa tega mosta ni več in bo treba kar po reki naprej, po strugi. Soteska je uradno zaprta za obiskovalce, za nas, ki smo pa mehko bolj adrenalinski, se pa pač gre po soteski. Tukaj se tudi vidi, tako je že vse zapuščeno. Tako da tudi v Avstriji ni več tako, kot je bilo. Gled dol vodno. Gor vodno bo pa zgledal takole. Sedaj se bo zmerno bolj zožala soteska. Tukaj se pa sedaj začenja vhod v pravi kanjon. Spet brodanje po vodi, ampak ta voda je pa precej bolj mrzla od tiste naše na Primorskem, oziroma v Italiji. Seveda se teče severa, bolj senčna lega kanjona. Pot je nekdaj potekala tam gor v steni, sedaj pa treba po vodi. Kanjon se je popolnoma zaprl. Tukaj je malo širši del, s tej strani se pa popolnoma zapira. Takšen zanimiv ovinek, naredi potok.
Čudovit kanjon, spet stene visoke, tudi blizu 200 metrov. Tukaj je enostavno treba po vodi, drugje se ne da. Res ozak kanjon. Poglejte, kakšne brzice. To je pa res kanjon v pravem pomenu besede. Zdaj se pa bližava najlepšemu delu kanjona. Tak super slap, čudovit slap, ampak tukaj pa zdaj najtežji del. Treba bo preplezati tole steno. Tukaj so zajle, ferata. Po izredno težkem delu z zajlami in klini. Tam pač nisem več snimal, ker se ni dalo. Pa prišla v višji del soteske. Tukaj se že malo odpre. To sem je bilo res izjemno težavno. Prečenje, tam se vidi zajle. Nekaj se tudi potrgane. To je kar zahtevno. Evo, sedaj me pa čaka še tale del. Mislim, da smo počasi proti koncu kanjona. Evo, takole brodimo. Evo, še en lep slapič. Tem se pa kar precej odpira. Tako da verjetno bo kar konec. Tak zelo lep slapič. Po 3 metre visok, ampak res čudovit.
Vse zadnji slab, v tej soteski, evo, kot vidite, kanjona ni več. Zdaj pa do glavne ceste, potem pa verjetno štopati do naselja Ketchah Mountain. Upajmo, da mi bo kdo ustavil, da ne pa peš, kakšne 3 km. Zdaj pa po tej cesti mislim, da imam še 3-5 minut, sem pa na glavni cesti. In to je ta cesta, ki pelje iz Ketchah Mountaina proti prelazu Plocken Pass in naprej v Italijo. Se pravi, sem zelo blizu avstrijsko-italijanske meje. V Karlinskih Alpah, seveda. Po 5 minutah od vodotoka prihajam na cesto. Zdaj pa po cesti do mesta Ketchah Mountain. Mogoče bi se mi nasmehne sreča, pa me kdo ustavi. Se vidimo v Ketchah Mountainu. Ob pivu in kavici zaključujem izlet v Avstriji. Trenutno se nahajava v Ketchahu. Naročite se na moj YouTube kanal Raj na zemlji in se vidimo v naslednjih doživetjih. Čau!